Tokrat v občinskem informatorju. Pričel se je Drava festival, spomin na pekrske dogodke, dan mladosti z rock koncertom, novi skills park na Arehu, 6. tekmovanje gasilcev v Selnici ob Dravi, parada učenja. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo na in ob reki Dravi. Pričel se je drugi Drava festival. Na otvoritvi sta kralj in ambasador poskrbela za posebni spektakel. Dejan Zavec in Borut Rojs sta dirkala s formulo na pedala. Pozor, staj! Gremo! Brez rokavic in z očali. Takšna je bila oprema tokratnega izziva, s katerim se je uradno pričel drugi Drava festival. Kralj pravi, da bo žezlo glasno, ambasador pa, da ima posebno čast. Pomeni, da lahko malo lažje promoviramo neke zadeve, dobre ideje, se lepše pokažemo, pa pokažemo to, kaj delamo. To, da lahko nekako ambasiram Dravo, je, bom rekel, neka posebna čast. Mogoče se ne zavedamo vedno v vsakem trenutku, da je voda zelo pomembna, včasih je bila še toliko bolj. In jaz bom rekel, da tisto, kar danes lahko izkoristimo, druženje, razvoj, bom rekel tudi konec koncev neke vrste kulture, družbene, se pravi izmenjave veliko informacij, druženja, tisto, kar nam manjka in pa seveda rekreiranje. V programu festivala se bodo vrstile aktivnosti na vodi, kot denimo vse bolj priljubljeno supanje, vožnja s kajakom, veslanje, pa tudi čisto kopenske dejavnosti na nabrežju. Izobraževalne vsebine, to imamo 24. junija vezano na Kresno noč, potem vsem bo pritekel ta bolj dinamični del v Gladiator, v tek knjižnice, da smo povezali en kup zadev, ki se itak dogaja, Bodyfit, ima potem jogo, tako da en kup vsebin se bo tukaj okoli nas zasukalo. Osnovna rdeča nit festivala je združevanje ponudbe in spodbujanje življenja z reko vzdolž celotnega njenega toka v Sloveniji. Pripravili so nabor več kot 75 dogodkov. Med večjimi je sigurno zaprtje Lenta, kjer se bo odvilo ogromno aktivnosti. Potem konec festivala, zadnjem tednu bomo kolesarili po Dravski kolesarski poti, kjer bomo v bistvu predstavili ta produkt, ki ga v letošnjem letu tudi, bom rekel, razvijamo. Potem na Koroškem bomo imeli tudi promocijo splavarjenja. To je tudi dogodek na Koroškem je fajn. V Ptuju bomo tako imeli tudi tek, bom rekel, okoli samega gradu in potem ob Dravi. S prireditvami primernimi za vso družino bodo skušali Dravo približati ljudem, hkrati pa izpostaviti njen turistični potencial. Lani so s festivalom privabili več tisoč ljudi. V letošnjem letu je tudi novost ravno ta, ki jo vežemo seveda tudi na Dravsko kolesarsko pot, ker bo letos le-ta označena nekje do poletja in bodo organizirani tudi kolesarski izleti. Pomeni, da bomo kolesarili v bistvu oziroma poskusimo nekak paket pripraviti v stilu tega, da dejansko prekolesariš vse etape, kar pomeni, se tudi obetamo že nekaj dodatnih nočitev na temo te Dravske kolesarske poti. Medtem ko je festival lani, ko so ga priredili prvič, trajal 10 dni, so ga letos razširili na več kot 2 meseca. Trajal bo do sredine julija. Od novosti k obujanju spominov na zgodovinsko pomembne dogodke. Tudi letos so se poklonili spominu na leto 1991, ko so pripadniki Jugoslovanske ljudske armade obkolili učni center teritorialne obrambe v Pekrah. V tako imenovanem obrambnem domu v Pekrah so se takrat usposabljali slovenski naborniki. Pripadniki teritorialne obrambe so se uprli v bran samostojnosti nove države, pa so se postavili tudi številni civilisti. To je spomin na zgodovino. Sem tu blizu doma in smo čuli tenke, ko so šli in vse. Samo nismo vedeli, kaj se dogaja, ker smo v ulici bili, ne? Takrat smo se osamosvojili in postali država Slovenije in živimo za sebe, kak nam odgovarja. Narod skupaj stopil, da smo bili skoraj vsi za osamosvojitev, danes je pa to malo že vprašanje. Mislim, da je pomembno se spominjati na take dogodke, sploh v trenutnem stanju, kot smo v Sloveniji, ker če se ne spominjamo, pa če ne obujemo naše zgodovine, sploh ne moremo naprej v prihodnost. Minilo je 26 let. Na istih tleh, kjer se je začelo, so govorci ponovno poudarili suverenost in povezanost. In da nam je pri tem uspelo in da ni bilo nekih velikih herojev, ampak množica majhnih prispevkov,
drobnih različnih struktur, obrambno-varnostnih, medijskih, tudi političnih, nenazadnje tudi civilno-družbenih, če štejemo prebivalce in ostale, ki so tukaj sodelovali. Najbrž tiste enotnosti, ki smo imeli takrat, ne moremo več ponoviti. Zgodovinskemu dnevu v poklon so se domačini in obiskovalci odpravili še na tradicionalni pohod, od izobraževalnega centra v Pekrah do vojašnice in nazaj. Nam je cilj, da mladina, mladi rod, ki prihaja za nami, ne bo pozabil tistih trenutkov 23. maja 1991, ki so takrat bili ali še ne starši, ali pa njihovi starši. Takrat ni bilo vprašanje, ali bi ali ne. Preprosto vsi so čutili, da morajo braniti svoj dom in svojo pravkar pridobljeno državo. Pogum Pekrčanov je vklesan v kamen. To je sporočilo mestne občine Maribor, ena zahvala krajanom Peker Radvanja in meščanom Maribora, ki so takrat 91. leta z telesom zaščitili učni center in preprečili, še danes enkrat govorim, preprečili, da bi prišlo do kakšne krvavitve. Rane so zacelile, spomini pa so na nek način postali opomini. Da je domovina ena sama in da enostavno je včas in da je seveda težko v takih prelomnih trenutkih vedeti, kaj je prav, ne? In takrat poslušati sebe, poslušati druge in skupaj z drugimi stopiti skupaj in vztrajati pri tem, kar je prav. Pravijo, da so, ko ljudstvo stopi skupaj, mogoče stvari, ki se sicer ne zgodijo. 23. maj 1991 se je zgodil. Življenje je lepo, tega živi, tako kot ponuje se samo in ena tega spremeni. Kdo se spomni dneva mladosti? Pravzaprav bosta letos kar dva, petek 26. in sobota 27. maj, ko bo v Dravskem dvorcu v Miklavžu na sporedu Rock Festival. 5. leto zapored člani društva Dinamika pripravljajo Rock Festival, namenjen praznovanju dneva mladosti. Tako kot smo se nekoč spominjali, v bistvu smo pa ta dan mladosti začeli obujati pred 5 leti s tem festivalom. Začeli smo zelo na majhno, zdaj pa raste res na veliko. Tako da letos bo velik preskok v sami glasbi, organizaciji in samem dogodku. Na odru ambienta Dravskega dvorca se bodo zvrstili znani glasbeniki. 26. maja bomo nastopili Phil Collins, The Trio, ZZ Top in pa AC/DC cover band. 27. maja pa Mi dva in pa Elvis Jacksoni. Ne mi dva, drugi mi dva. Ne, mislil sem, da mi dva. Ne mi dva, a mi dva? Člane zasedbe Phil Collins Tribute Show smo ujeli med vajo in pripravami na Rock Festival. Obljubljajo največje hite, še posebej, ker letos praznujejo svojih 10 let delovanja. Zato, ker Phil Collins je ena glasbena legenda, ki se sicer vrača na odre, ampak mi smo tako mladi, kot je bil v najboljših cajtih. Igrali bomo ta dolgi repertoar, ne tistega kratkega, ki ga imamo za bolj finoče špil, tako da bo tisti rockerski. In ob 10. obletnici je pač se zdelo primerno, da zigramo vse komade, ki smo jih naštudirali. Začeli so točno tam, kjer bodo znova navdušili po okroglih 10 letih. V Dravskem dvoru, kjer se bo ta dogodek tudi odvijal. V bistvu začeli smo pred 10 leti pri nas doma v garaži. Upam, da je to čas novega začetka, ne pa tudi konca. Ne vem, bomo videli. Če so že priprave tako zabavne, si najbrž lahko predstavljate, kako bo, ko bo šlo zares. Rock Festival se pričenja ta petek, ko bo vstop prost. Just an empty space, and there's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Just take a look at me now. To poletje bo očitno posebej zabavno za kolesarje. Na Arehu so odprli novi Skills Park. Po ocenah prvih 30 obiskovalcev je proga primerna za vso družino. Okoli 30 kolesarjev je vikend izkoristilo za premierno vožnjo po progi novega Skills Parka.
Kratka pa sladka, evo. Pa super, nekaj novega je, ne? Da ni vedno isto, ali bike park ali pump track je zdaj skill track, tako da nekaj novega. Zelo dobro narejeno, ja. To je fajn za segrevanje. Na nek način je to osnovni namen, saj je proga namenjena vsem starostnim skupinam in tudi začetnikom. Zdaj, ko je toliko popularno to kolesarjenje, smo pač se odločili, da v tej obliki pump tracka oziroma skill parka, ne, da malo naredimo nekaj novega, da lahko otroci in tudi odrasli malo potrenirajo, neki osnovni objekti so postavljeni, tako da je neki začetek nekega širšega kolesarstva na Arehu. Ne. Glede na dober odziv ob sami otvoritvi in glede na možnosti, da bi lahko Skills Park kot športni dan izkoristili tudi učenci podpohorskih šol, pričakujejo, da bo poln. Par skupin otrok, da pridejo sem, da naredimo neko tako spretnostno tekmovanje oziroma neki poligon, ne, za njih, z vodniki kolesarskimi, ne, ki bi jih poučili z nekimi osnovami. Ne. Prva častna vožnja pa je pripadala ruškemu županu. Kolesarski poligon treba poskusiti, ne vem, težko je opisati. Super. Zadovoljni smo vsem, kar se naredi novega, tako da tudi to zadevo seveda smo veseli, da se nekdo nekaj loti, z veseljem podpiramo. Kolesarjenje po Pohorju tako ni več samo fraza. Kakor tudi ni samo fraza, da so gasilci vedno v akciji. Tokrat so svoje spretnosti dokazovali na 6. tekmovanju za prehodni pokal Selnice ob Dravi. Merili so se v tradicionalnih disciplinah. Travnik pri osnovni šoli Selnice ob Dravi so spet prevzeli gasilci in gasilke. Vsakokrat imamo tisti pozitivni voljo oziroma adrenalin, da to zadevo izpeljemo tako kot treba. Glede na to, da se to dogaja od zunaj, smo tudi odvisni od vremena. Je pa to ena taka prireditev, jaz menim, da tudi popestrimo s tem naš občinski praznik in dajemo en kamenček v mozaiku prireditev, ki so v sklopu občinskih dogodkov. Glede na to, da je to že 6. smo že kar utečena ekipa, tako da smo se zjutraj lepo ob 8. smo se dobili, spili tisto našo kavo, pa smo šli pa sem. Poligon, kot vidite, je pripravljen. Pripravljena je proga za motorno brizgalno, proga za met vrvi. To so namreč tradicionalne gasilske discipline, pri katerih izkazujejo iznajdljivost, moč in spretnost. Mi smo zadovoljni z našo vajo. Smo zadovoljni, je bilo na domačem terenu, kazenske so pa vedno na napakah se učimo, bo drugič boljše. Nekaj malega kazenskih se je nabralo, tako da vemo, kje delamo napake, to bomo v bodoče popravili, drugače pa tekmovanje je potekalo super, pa vse čestitke organizatorju. Gasilci so vsakoletni del niza dogodkov programa občinskega praznika. Prostovoljno gasilstvo pomeni obstoj in pa razvoj kraja. Če vemo, da že so društva v Sloveniji stara čez 100-150 let, že nekatera, se pravi, da je to, ljudje se združujemo zato, da pomagamo drug drugemu. In splošno, naše gasilstvo Selnice ob Dravi je pa zelo aktivno. Ob vsakem klicu se odzovejo na pomoč, na tekmovanju pa se hkrati dodatno urijo, da bi bilo v prihodnje njihovo delo še bolj učinkovito. Vse življenje se učimo, če želimo. Takšne možnosti so na programu Parade učenja, zdaj že tradicionalne prireditve v Mariboru. Kar nekaj let starejši pa je program Tedna vseživljenjskega učenja. 3. parada učenja in že 22. teden vseživljenjskega učenja v Mariboru sta spet pomenila združevanje tistih, ki učijo in tistih, ki se želijo učiti. 49 izvajalcev v naši mreži, to se pravi v Mariboru in okolici, s kar 240 prireditvami. Vsekakor je namen promocija vseživljenjskega učenja, kot tudi same kulture učenja in pa seveda razvoja izobraževanja odraslih. Gre za neke vrste praznik učenja in znanja, so nam zaupali obiskovalci. Radovednost. Več takih stvari pa bi bilo fino, ne? To so mi že dali eno revijo, tako da bom doma prečital. Povabili so me na telovadbo vsakodnevno. Zadovoljni so bili tudi ponudniki najrazličnejših šol, izobraževanj, tečajev, celo študijev. Tukaj zdaj predstavljamo oddelek fizioterapije in predvsem torej znotraj samega študija skupaj pod mentorstvom naših profesorjev organiziramo korektivno vadbo za otroke od 6 do 9 let starosti in predvsem za izboljšanje drže. Mi smo skupine, majhne skupine, ker telovadba kot taka je cilj, da pride čim bliže svojemu domu, da lahko greš skoraj v copatih na telovadbo zjutraj. Telovadba je zjutraj ob 7:30 vsak dan,
čisto vsak dan in to zunaj. Pod Brezo, v Razvanju recimo, pri parku, Koroška vrata, na Tezne med bloki, samo iz stanovanj prihajajo. Danes smo se tukaj učili vozle, ambulantni vozel, pa ribiški vozel, pa skrajševalni vozel. Namenjeni so bolj otrokom od 6 do, tam bi rekli, 16 let, pa potem še tudi starejšim, pa tudi voditeljem, starejšim od 21 let, ki se potem lahko priključijo skupnosti voditeljem. Učenje in promocijo znanja so pospremili s plesom in glasbo, skozi katero so obiskovalci lahko spoznavali kulturno dediščino bližnjih in daljnih krajev. Mi smo danes prinesli rdečo energijo in to rdečo energijo orientalskega plesa. Pestrost dogajanja in možnosti, ki jih omogočajo s številnimi programi v Mariboru, je pozdravila tudi gostja iz Ljubljane. Teden vseživljenjskega učenja je namreč vseslovenski projekt, Parada učenja pa njegov sestavni del. Projekt ali pa prireditev, ki je od leta 2013, 3 leta, sodila pod okrilje evropskega projekta uresničevanje evropskega programa izobraževanja odraslih EPO. Zadnji 2 leti pa ga finančno podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, česar smo še prav posebej veseli. Program pod geslom Slovenija, učeča se dežela, bo trajal do konca junija. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta torek 23. maja ob 17. se lahko udeležite brezplačne delavnice o zakonodaji iz področja dopolnilnih dejavnosti popoldanskih obrti, ki jo pripravljajo v mali dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika. V sredo 24. maja ob 17. lahko svoje najmlajše peljete na zabavo pri Mojci po Krajculji. V veliki dvorani Hrama kulture v Selnici ob Dravi bo. Naj vas pa že sedaj spomnimo, da bo v Mariboru ta konec tedna ponovno zaživel Ezlek. Poglejmo si izjavo. Letos ga bomo izvedli 14. poklon Ezleka, ki bo to v soboto, 27. torej 5. To je tradicionalna zadnja majska sobota. Se pokloni vsem Ezlekarjem, najbolj tradicionalnemu, bom rekel, prostoru na Gradskem trgu pri kavarni Astoria, Ezleko, zelo pestrim glasbenim programom. Začnejo ob 11. na Grajskem trgu v središču Maribora. Toliko za enkrat. Spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje.